Pozdravljeni že na tretjem Nikodemovem večeru. Na oder vabim Bejo Brkopec, ki bo zapela skladbo Dekliška tožba. Spremljala jo bo Marija Sedej na klavirju. Hvala Beji in Mariji za super uvod v večer. Sedaj pa. O, Miran. Zdravo. Zdravo, Gloria. Zdravo, kako si? V redu, kaj pa ti? Super. Kaj se dogaja? Ravno kar sem šla kupiti fantu zgoščenko, ki mu je tako všeč. Lepo. Super se imava, res ga imam rada. Res bi zanj dala vse. Umrla bi zanj, če bi lahko. Umri? Kaj? Umri zanj. Vsak dan, vsakič, vsak dan znova. Dobro. O tem in še več v današnjem večeru Zakaj ne, če se imava rada. Pa kar vabim na oder pastoralno delavko in današnjo moderatorko Fani Pečar. Je prišlo do spremembe. Torej, okroglo mizo bo danes vodil Andrej Omolec, nekdanji profesionalni kolesar, doktorant tudi zakonske in družinske terapije. Kaj več bo pa mogoče še samo sebi povedal. Dobrodošel. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz vam želim, da bo današnji večer za vas prijeten in da bo tudi poučen. Zato prvega na oder vabim gospoda Simona Platišo, Pletiša, ja, ki je župnik. Se opravičujem, da sem se že na začetku zmotil. Zato bom ga kar na začetku vprašal. Kako on zdrži to predporočno spolno vzdržnost. On je duhovnik drugače.
Predporočno. Jaz sem se že poročil, tako da. A se pravi, da pol, ko se poročiš, pa gre zdržati spolno zdržnost? Ne, pol ni več predporočna. Pol je že poročna. Težko. Boste o tem še kaj povedali? Ne, saj sem rekel, težko. Težko. Vprašal si me, kako zdržim. Težko. Razumem. Zdržim, ne. Kako boste pa še to predstavili vsem ostalim mladim, ki se na nek način odločajo oziroma poskušajo hoditi po tej poti? Tudi težko. En aplavz. Izvolite. Mogoče bi v nadaljevanju predstavil gospoda, mislim, zakonca Sokol, če se nam pridružita. Izvolite. Kako boste pa vidva izhajala iz tega stališča, vidva sta poročena in poskušala na nek način predstaviti to odnos do telesa, tisti pravi odnos do telesa in tudi tem mladim ljudem, ki so tukaj prišli oziroma vsem, kaj sploh pomeni v bistvu predporočna vzdržnost in vse ostale stvari pač. Veliko stvari bomo itak še kasneje povedali, na kakšni poti sta bila vidva, kaj sta vidva dala čez pač skozi vajno že to obdobje, ki sta skupaj. Bova še midva pokvarila ta uvod, midva bova težko iz izkušnje govorila o predporočni vzdržnosti, kajti midva je nisva živela, pa zdaj pričujeva drugače. Ok, boste še verjetno kaj več o tem kasneje povedala. Ja. Hvala. Vabim gospoda Platišo. Gospod Platiša je teolog in predsednik zakonske in družinske terapije, ne? Je tudi psihoterapeut, ki bo izhajal iz katerega stališča? Jaz bi mogoče malo kakšno stvar osvetljiv iz strani odnosa, pa skupnega življenja, koliko nas to kaj zaznamuje, ko živimo skupaj, koliko nas zaznamuje to, ko hočemo te vrednote podajati naprej, tako da to bo moj poskus danes. Ok, hvala, en aplavz. In kot zadnjo še predstavljam Melito Čovšin, ki je mati 6 otrok in na nek način ona pa je živela to zadevo, predporočno vzdržnost, ne? Če se to tako reče, ne vem, ok? Pa bo mogoče sama kaj več povedala o tem. No, nisem živela samo to zadevo, s Gregorjem sva živela to zadevo. Ja, bi rada povedala, da kakšni so sadovi ti, če živiš to zadevo. No? Pa bom kar tukaj na začetku vas vprašal, tam sem videl en posnetek na YouTubeu, ne? In tam govorite, da sta skupaj bila, vi ste bila stara 16, on pa 17 let, ne? Kdaj ste se pa poročila? Verjetno kar hitro, ne, po vsem tem, bi lahko mi pričakovali na nek način, ne? Ne hitro. No, bila sva 15 pa 16 let stara, ko sva začela hoditi kot fant in dekle. Čeprav se še celo leto nisva držala za roke, do poljuba je pa šele kasneje prišlo. Poročila sva se pa po 7 letih, dobrih 7 letih. No. Dobrih 7 letih. In potem se vam rodilo 6 otrok. Tako, ja. Enega imamo pa v nebesih, angele. Pa če bi mogoče se dotaknili čisto naslova, zakaj ne, če se imava rada, gospod Simon, če bi vi mogoče začel s tem? Jaz ne vem, zakaj ne. Hvala Bogu, da se imate rada. Pa verjetno tukaj mišljeno kaj več, ne? Nekaj drugega. Torej prvi pogoj se mi zdi to, da se imate rada. Se mi zdi, jaz bi tu dal eno okolje, prvo tu, ne, tu se že večkrat lahko ustavi, a se res mama rada, a res ljubezen, a sem res pripravljena umreti, a sem res pripravljena umirati, ne, ali sem predvsem tisti, ki brat sadove. Se mi zdi, da tu je ogromno še prostora in manevra, preden pridemo do tistega, da bi lahko se o tem res tako pogovarjali na hitrico. Tako.
jaz to čutim, recimo, ko se srečujem s tem, z mladimi, predvsem tu zakorakam. Prvo, a je to, a res imam rad, a res ljubim, a ljubim tako, do smrti, to potem že škripa, ne. Se mi zdi, da to in terminologija in okolje, da se pripravi, potem pa lahko vstopamo v to, kaj pa je tisto, ti si rekel nekaj več, a ja, kaj pa je to? Kaj pa je tisto več? Ne vem, se mi zdi, da ljubezen sama kaže. Ljubezen sama pride do tega, da prijem za roko, da napišem nekaj res iz srca, da ni eno samo osvajanje, da ni trofeja, ampak tako, da ne vem, verjetno je pri vsakem malo drugače, ta pot. Mi pač govorimo zdaj o govorili bomo verjetno o enem jusu, o eni gotovosti, o enih okvirih, o enem zagotovilu. Tako si jaz predstavljam recimo zdaj to okroglo mizo ali pa to debato. Pravite po jusu, ne? To si jaz na nek način predstavljam tako, da je v bistvu določeno jus, da je jus določen od nekoga. Zdaj poznamo, zelo hitro uporabimo to, lahko je krilatica, lahko je pa resnično ljubi in delaj, kar hočeš, a ne. To zelo radi uporabljamo ali pa še večkrat lahko zlorabljamo. Zato se mi zdi, ne vem, res izhajati tu iz ene globoke iskrenosti, da potem, tako da ni zlorabe z moje strani, da ne zlorabljam punce, da ne zlorabljam ljubezni. Ok, hvala. Gospod Ivan, kaj bi vi rekel na današnji naslov? Zakaj ne, če se imava rada? To vprašanje že samo izhaja iz enega obdobja, ne, ko iščemo, ko smo skupaj, ko smo mladi, ko ne razmišljamo toliko, ampak se nam dogaja. In tako se mi zdi, da si odrasli bolj postavljajo taka vprašanja. Ne? Da je to bolj ti posluš, ne? A ti veš, da pa to ni fajn ali pa da tega ne smeš ali pa tako, če smo mladi prepuščeni samemu sebi ali pa sami sebi, tako no, je bolj malkrat postavljeno to vprašanje. Če vas prav razumem, niti ne razmišljajo o tem. Vedno manj se mi zdi, no, ker smo zelo pod enim, ne da bi hotel posploševati, ampak ne vem, še sam po mestu se sprehodim, pa vidim, koliko enih prijaznih žensk se mi smeji za to, da kupam avto, da kupam parfum, da kupam ne vem kaj in ne vem, ne, najbrž to malo v današnjem času vpliva to name, ne. Moram biti zelo viteški v svojem srcu in pred svojimi očmi, se moram stalno boriti proti temi stvari, da rečem, ok, jaz pa hočem imeti čisto srce pa čist pogled. Tako da, ne, mislim, v tem vprašanju je tako malo zafrkljivosti, ne, tako, zakaj pa ne, če se malo rada, ne? Zakaj ne? Ni tako odprto vprašanje, ti, a je tle kaj, kar bi midva mogla vedeti, pa še ne veva, recimo, ne? Tako no, tako se mi zdi. Tak. Če vas mogoče prav razumem, če že pride do tega vprašanja, je že ok ali kak? Ja, če se med sabo vprašata, ne, mislim, če sta poštena ali pa če sta iskrena, najprej sam, da si vsak pred sabo vpraša, pa da že zelo daleč že pove svoje stališče, ne, kar pomeni, da smo že tako v enem odprtem pogovoru in v iskrenosti, ne. Zdaj vemo, ne, posebej fantje, ne, koliko hiter spolnost rata tako, en cilj, ne, ali pa en projekt, lahko, ne. Jaz bom tle pač govoril kot moški, ne mi ženske ne zamerijo, ne. Tako, koliko moški dejansko imamo za opraviti tukaj v svojem srcu, s svojim pogledom,
svojo pametjo, koliko imamo opraviti s svojo iskrenostjo, tudi z molitvijo na kolenih konec koncev. Ne. Če sem vas prav razumel, vi delite to na nek način na žensko in moško gledanje na spolnost. Ne, je kar skupna stvar. Sam bom rekel, da izhajam iz tega, da sem moški tukaj, samo to. Ok, hvala. Gospa Melita, pa če bi vi mogoče povedala še kaj o tem, zakaj ne, če se imava rada, vi ste na nek način preživela ene stvari, oziroma kako vam je sploh uspelo zdržati tistih, smo rekli, kar nekaj let, ne? 7 let, ja. Ja, ne vem, v bistvu ni bilo težko, zato o tem se sploh nisva pogovarjala, a bo tako ali ne, ampak sva vedela, da bova živela čisto. Verjetno zato, ker sva bila tako vzgajana in sploh ni bilo vprašanja, ne? Mislim, dvoma o tem, da ne bova živela čisto. Ne? Sej so bile skušnjave pa vse, ne? Ampak vseeno sva v srcu čutila nekako, da je to prav. Mogoče tudi samo zaradi tega, ja, sva vedela, da je to prav, mislim, vedela sva, da je to prav. No. Težko je razložiti, ne? In težko je zdaj nekomu drugemu povedati, zakaj. Mislim, takrat nisva vedela, ne, da bojo to taki sadovi. Zdaj sva vesela, da sva to dala skozi, da sva se tako, mislim, odločila, da je bilo to v nama, ne, ta vest, jaz rečem kar vest, ta božji glas, da sva rekla, v redu, tako je prav in tako bova živela. In zdaj upava, da bojo tudi najni otroci. Tako živeli, ne? Ja. Vedela ste, da je to prav, ne? Pa saj mi to vsi vemo, ne? Ne vem, a veste? A vejo? Ne vem, a veste, mladi? Pa če bi mogoče rekla še kaj več o tem, kako zdržati to, ko pridejo tiste skušnjave, ko pridejo tisti težki dnevi, ne vem, koliko lahko to molitev pomaga mogoče? Si moram reči, že prav tako težkih dnevov, mislim, tako ni bilo, da bi se pa prestopila to, ne. Gregor je bil, mislim, tako je bilo, da on je poskušal malo več, jaz sem pa malo to nazaj dala, ne vem, jaz sem bila taka, da nisem hotela, ne, tudi kakšnega poljuba več, mislim, tako na začetku, da se nisva držala za roko, to je bilo meni tako, mislim, težko. Čeprav sem bila, no, moram povedati, sem bila od 5. razreda zaljubljena van in sem konkretno za njega molila, da bo postal on moj mož. In sem sanjarila o tem, kako bo moj mož, tako da on pravi, da je bil prisiljen v ta zakon, ker sem se brez njega z Bogom zmenila, da lahko ločitev kadarkoli dobija, ne. No, ampak ja, v bistvu je bilo, izmoljena je bila ta najina pot, kako zdržati, ne vem, z molitvijo po mojem, ne vem, z molitvijo, da že naprej moliš za svojega moža, za svojo ženo, da boš res dobil tisto, kaj ta prava, kaj ta prav in tudi to svojim otrokom rečem. Res sva tudi kot študenta skupaj stanovala, ker sva Gorenjca in sva bila v isti garsonjeri in sva res samo stanovala, ne, in lahko so bile skušnjave, ampak ne tako, da so šle čez. Jaz sem malo gasila, on je malo nalagal na ogenj, jaz sem pa gasila. Ne, tako da. In zdaj večkrat si rečeva, da najni prijatelji, tudi iz mladinske skupine, ki so prišli potem v Ljubljano, ki so bila v Ljubljani sva živela, ki so študirala, da nama niso verjeli, da živiva čisto, no. Jaz vam jima mogoče dajala slab zgled, ne vede, a ne, ker zdaj pomislimo nazaj, da marsikdo od njih živi na koruzi, a ne, in se vpraša, da mogoče sva pa slab zgled dala s tem, čeprav sva bila prepričana, trdno prepričana, da nama verjamajo, da živiva čisto, ne. Tako, ne vem zdaj, ste dobili odgovor ali ne, molitev. Ja, kar konkreten odgovor, hvala za ta odgovor, pa mogoče ena misel se mi je porajala zdaj v tem, ko ste vi govorila, ne. Če bi jaz prav razumem, sta videla Romeo in Julija s srečnim koncem, ne? Pa že mogoče. Hvala. Gospod in gospa Sokol, če bi še videla mogoče dala kaj na to današnjo vprašanje, katerega si zastavljamo. No, meni prva misel, ki mi pride ob tem, ko se sprašujemo, zakaj ne,
je to, čemu s tem ne rečem da. Da ne govorimo samo o prepovedih, pa zapovedih, pa zakonih, ampak da se vprašamo, čemu rečem ja. Ker če ne zmorem reči ne, ja nima nobene vrednosti. To mi je prva misel, no, ker se mi zdi, da se res tudi zdaj širše govori več o tem presežnem, o tem, k čemu stremimo, kakor o prepovedih. Druga stvar, ki jo lahko rečem kot odgovor, zakaj ne, ker ni vredno, ker je škoda, ker si ne narediš si lepega spomina, ker si obremenjen s čist preveč strahovi. In naj si bo nosečnost, naj si bo, da te zalotijo, da bi eni starši izvedeli, da bi drugi starši izvedeli. Dobro, midva se kljub vsemu nisva v to spuščala toliko zgodaj, da bi bilo toliko strahov še posredi, pa vseeno izkušnja, ki se ti zapiše v telo in telo pomni, ni taka, kakršna bi lahko bila, če počakaš. In je škoda, ker tudi, če, bom rekla, izkoristiš dar spovedi, če ti je povrnjeno dostojanstvo, tudi midva sva na koncu v zakon vstopala čista, ker sva opravila spovedi in vse, ampak telo pa pomni, no? Telo pa nosi spomine in moraš veliko več delati, da greš čez to in da lahko posežeš po tistem, kar ti res zakon, ali pa bom rekla prav konkretno spolni odnosi v zakonu prinašajo. Hvala. Ja, Polonca zmeraj bolj iz teološkega, bolj iz strokovnega vidika pove, jaz pa pol bolj iz praktičnega. Jaz nisem strokovnjak, to samo mož tako dojame. Ja, moram povedati, da sem se o tem vprašanju že pot pa že doma sprašal, kako nekomu povedati, ja, zakaj ne, ker v bistvu sta se midva isto vprašanje sprašvala, zakaj pa ne, če sem pa rada, a ne? In tukaj, kot je že Ivan, kot si že omenil, a ne? Tukaj smo moški, predvsem tisti, ki narobe dojemamo samo vstop v spolne odnose, a ne? Ker si ga zastavimo kot nek cilj, misija, to je treba, a ne? In pol tudi tisti spolni odnos ni tisti pravi, zaradi tega, ker če si ga zadamo tako kot cilj, v bistvu zadovoljimo svoje potrebe, a ne? Se ne podarimo partnerju. To so v bistvu midva pol tudi izkusila, a ne? Ker smo pač ta cena, ki sva se jo midva postavila, je bila približno 2 leti pa pol čakanja. Pa sem jaz malo začel sitnart, a ne? Za poroko mislite? Ne, za poroko, ne. Ne, to se je pa še zelo bal takrat. Pač jaz nisem izhajal iz takih vrednot, tako tudi nekako nisem mi znal osmisliti, niti ne duhovniki, no, ker sva dobila cel kup nekih razlogov, a ne, bilo je samo, ja, bil je en tak odgovor, sva dobila, kot ja, ne poznata se še dobro, pa tako sem rekel, čakaj, ne, po 2 letih pa pol, po moje, da se pa, a ne. Pa ni vedel, kva ga še čaka, še zdaj me ne pozna dobro. Še zdaj sem kdaj kar presenečen, ja, ampak ja, res je, ne poznaš se še in enostavno ne veš, kaj te čaka, tisto boljše. Midva se pol, v bistvu šele pol po poroki nekako ugotovila, pač po spolnih odnosih, po poroki, wow, to je pa čist nekaj drugega, ne. Pa seveda tudi s poglabljanjem teologije telesa, kjer je sam pristop do spolnega odnosa že drugačen, ne. Rekel ste vmes, da je bilo včasih dokaj težko, oziroma težko zdržati in da, ne vem, ste pač ta malo probo, ne vem kaj. Ja. Kak je, okej. Bom jaz nadaljeval. Res. Kako ste zdržal tisto krizo? Težko, se jo nisem, ja. Mislim, da je sploh za današnjega najstnika ali pa tudi kot zdaj za moža, da je veliko težje, kot je bilo včasih, ne, ker si enostavno, če si normalen moški, si ves čas
oprostite izrazu, ampak ves čas si malo zrajcan. Zaradi tega, ker imaš toliko si bombardiran z vseh medijev, plakatov, videospoti so že praktično že mehka pornografija, ne? Da enostavno, ker si ves čas mehen pod gasom, ne? Enostavno ne moreš, mislim, je težje zdržati, kot če se izogneš temu. Ne? In takrat jaz nisem znal tega toliko usmisliti, niti nisem vedel, da sem toliko manipuliran, kot sem bil. Jaz sem mislil, da sem sila svoboden. Ne? Tako da težko, no. Težko je bilo zdržati tudi tiste 2 leti pa pol, kakor sva. No. Če jaz prav razumem, današnji mediji bolj kot ne delujejo samo na podlagi telesa. Ja, na podlagi izkrivljene podobe telesa, ne? Ker telo samo po sebi je lepo, je prekrasno, ne? Sam pač vse je zmanipuliran, zretuširan, posnet pod takimi pogoji, pod takimi koti, izbrane najlepše od najlepših, ne? In pač ta podoba ni realna. Ne? Če prav razumem, smo si moški malo ženske postavili v eno podrejeno pozicijo z tega vidika gledano. Ja, res. V bistvu mislimo, da smo svobodni, v bistvu smo jih pa podredili na tak način. Ja. V bistvu gre za čisto zlorabo ženske in čisto zlorabo moških, ne? Ker v bistvu smo mi tudi zlorabljeni. Manipulirani dobesedno. Tako, če se nam, če recimo vidite, ne vem, fotografijo Madone, ki je že, ne vem, mislim, da je že čez 60 let stara, ne, pa je čist lepa, zretuširana, ne, tudi, ne vem, moški, ki pride do svoje, ne vem, 45 let stare žene, ne, ima že izkrivljeno podobo, čaka, ne, tam je pa ona je pa čist lepa, ne, moja žena pa ni več tako, ne, pač imaš občutek, da imaš, ne vem, da nimaš več lepo ženo, pa jo imaš, ne. No, nekaj bi rada še dodala, ne? Zdaj ne se moški toliko žrtve delati, ker se znate nadzirati in imate vi nadzor nad svojimi očmi, ne se zgovarjati na medije pa na oglase. Ja. Okay. To ni letel sem na mojega moža, to je letel na vse moške tlele v dvorani. Tako o tem, koliko se poznava. Ja, je res. Zdaj, če gledamo zdaj, danes vidim zelo ta antropološki vidik moškega, ne. Ja, on je pač lovec, mu hormoni delajo vid, njegov cilj je, da zaseje, pa tako naprej. Potem se res dobi en cel kup enih izgovorov za to. Če pa gledaš na višjem nivoju, da smo pa pač več kot živali, da smo božji otroci, in da lahko rečemo ne in da imamo v bistvu moč nad svojim telesom, je pa ta vidik čist drug, no? čist drugačen in dejansko pol izgovori izginejo. Hvala. Rekli ste moč nad svojim telesom, ne? Koliko je to dejansko res? Pa bi mogoče vas Ivan vprašal. Koliko imamo dejansko moč nad svojim telesom? Zdaj bi tukaj rekel mogoče, kot je Polonca že rekla, vemo, da telo res pomni, ne? Ta naša zgodovina, ki včasih mislimo, da smo jo pustili za seboj, naše telo jo nosi, ker naše telo je, kot reče apostol Pavel, tempelj svetega duha in je svetinja, ne? V njega je naloženo vse, kar smo doživljali, od lepih in težkih stvari. Zdaj, če se dogaja, tako bom rekel, no, pri moških se velikokrat dogaja to, da je spolnost ali pa da sproščanje skozi spolnost postane kot en ventil, ampak v bistvu v tistem sproščanju je velikokrat ogromno enih bolečin, enih čutenj, ki niso nikoli dobile priložnost, da se ubesedijo, da se izrazijo, da jih nekdo drug sliši. In če to postane, bom rekel, navada,
je potem zelo težko za nazaj delati eno revizijo in nekako dekodirati to mojo zgodovino, kaj se je dejansko z mano dogajalo. Ker nespolnost kot taka lahko res postane stvar na dosegu roke, ne, dobesedno. Bodi si v obliki samozadovoljevanja, bodi si v obliki tega, da si vzamem, ko mi pride nekaj naproti, bodi si do tega, da sem toliko len, da si me ne da razmišljati o tem in zelo hitro zapadem v iskanje izgovorov. Ampak v bistvu en tak napor ali pa vlagati energijo v to, da iščem, kdo jaz sem. Ali pa da vlagam energijo v to, da Boga prosim, da mi on pokaže, kdo jaz sem. To je napor, ampak sadovi so pa fantastični. So zelo lepi, ne, dejansko res odkrijemo, koliko smo lepi. Ne. Tudi, ko se človek poroči in vidi, kaj se iz tega lepega da še storiti, je človek fasciniran. No. Tako. In se mi zdi, da je tako zelo pomembno, no, zelo je pomembno to, da se v spolnosti, kjer je pač varno se o tem pogovarjati, da se ogromno pogovarjamo o tem, spoštljivo, da se ne bojimo te teme, da jo odpiramo, tako, da znamo, da ima oče pogum svojim sinom reči besedo o spolnosti, o tem, kako se gleda ženske, o tem, kaj pa ti misliš o tiste reklami, ti na pol slečena ženska. Ti mi jaz povedal najprej, kaj jaz mislim. Ne pravijo, da jaz to večkrat na šoli za starše rečem, da se z otroci fajn o spolnosti pogovarjati v avtomobilu, ne, na avtocesti. Ker vsi gledamo naprej, ne, pa treba je paziti, kako se vozi, ne. Ne vidimo drugega, kako nam je narodno, ampak super, ne, valjda, da nam je narodno, ker to je tema, ki je tako, nismo navajeni o tem govoriti, ampak telo pa rab to, telo je žejno tega, ne. Daj mi povej, kako ne pa jaz, se predstavljate očeta, ki razloži svojemu sinu, ki mu govori o tem, kako se osvaja punce. To je fantastično. In se ta otrok nauči, pa ta fant se nauči obvladati svoje telo, obvladati ali pa ga začutiti, kako pristopati do punc. Ne? Da ni treba, ne vem, med odmorom puncem krila odzigovati, ne? Ker ko bo star, ne vem, 19 let, 20, bo počel isto, ne? Bo pa, ne vem, bo pa za pulover gledal, ne? Ali bo pa kradel na drugačen način, ne vem, smo majstri v tem. Ampak tako, biti iskren v tem. In iskreni smo v celoti, ne? Tudi naše telo je iskreno. Ne pravijo recimo, zdaj bom tako, malo se bom skrival za raziskave, ženske vznemirjajo dejansko besede, ki jih mož ali pa moški izreče. Ne najprej, ne vem, neka strašno mehanska predigra. Besede, ki nosijo v sebi eno sporočilo. Tako. Če jaz prav razumem, da oče tisti en pečat gledanje na spolnost otroku. Ja, fantom definitivno. Ne? Fantom definitivno. Kako pa punca dobi tisto samozavest na nek način, da reče ne? Pri tistih rosnih 15 letih, naprimer. Ne? Ko vemo, da današnji čas je tega ogromno, že šola na nek način spodbuja vse te stvari, že deljenje tistih raznoraznih zaščit v šoli in opozarjanje otrok, glej to tak in to drugače. Kako na nek način punce, ne, ko fantje rečejo v imenu ljubezni pač, kje, na kjer način ustavijo tisto? Ena glavna, tako ena zelo pomembnih vrednot, ki se otrokom lahko posreduje, je ta občutek za samo spoštovanje. In reči punci, da tako je, v bistvu ji odkrivati, kaj je res prava ljubezen. Ne to, da saj vsi hrepenimo po tem, da bi bili sprejeti. Pa vseh nas je tega strah.
ne, da bomo zavrnjeni, da bomo stali sami, da to boli, ne, to boli, ampak o tem se pogovarjati in to nam daje tako en tak občutek, sej bo prišel fant, in si zaslužim nekoga, ki me bo spoštoval, ker je prav, da sem spoštovana. Ne, če mi naše otroke naučimo, da jih mi spoštujemo in prav, da postavijo mejo pred tem, da se jih ne ponižuje, potem bojo to ponesli sabo v življenje. Ne. Tudi v odnose fantov. Ne. Jaz se še danes spomnim, katera sošolka v osnovni šoli je bila taka, da je znala klofuto premazati, ali pa kjer je pa taka, ki je pa ne vem, ne, vse pustila, se tako reče. Ne. In tako, to življenjske zgodbe so se kar tako, ne. Se kar oddalijo, vsak pol nekako svoje življenje pelje. Ne. Ampak tako se kažejo neka znamenja o tem, koliko je bilo posredovano tako neko samo spoštovanje, ne, ta odnos do telesa. Kaj pa v primeru, naprimer, da pač nimaš takih staršev, da ti vrednotijo vse te stvari? Ja, tudi zdaj, jaz bi rekel, da večina nas mogoče je živelo tako, ne. Da nam starši niso mogoče vsega posredovali, ali bi lahko, ali pa niso mogli, karkoli že. In jaz mislim, da nikoli ni prepozno, ne. Nikoli ni prepozno. Se pravi, ni vsa krivda, krivda, če govorimo o krivdi, že ena težka beseda, ne? Ampak ni vsa tista odgovornost oziroma tista vzgoja na starših. Ne, mislim, ne me zdaj narobe razumeti. Starši naj dajo od sebe, kar lahko, ampak naj bojo pa tudi, naj tvegajo, naj bojo pogumni pri iskanju o tem, recimo, ne, dajte si predstavljati pred očmi, ne vem, vi, ki imate najstnike doma, tukaj sedite danes, pa si predstavljate, da jutr ali pa ne vem, petek zvečer, preden gre vaša hčerka ven ali pa sin, pa se vzamete 10 minut časa in se usedete dol in probate načeti en pogovor o spolnosti. Vidim, koliko je to težko. Ampak ta otrok bo odšel od doma s to izkušnjo. Mislim, moji mami se je malo trgali, ne? Ampak wow, ne? Ta občutek poguma, ne? To otroci želijo, ne? Mladostniki, oni rabijo to. Pogumne starše. In ni enostavno, ne? Sam je pa, je treba včasih na kolena iti, ne? Da ne gre kar tako. Meni gre to včasih tako, ne, malo mi gledajo, da se je včasih po koncu, da imamo krizo vrednot. Ali pa če tako začnemo strašiti s kakšno moralo ali pa to, ne. To je težko, ne. Ne moramo streljati nad glavami, ne. Vzgoja, odnos je tisto, kar rojeva sadove. Ustaviti se moramo, razmisliti, vneti malo vase, v tišino, na kolena, ne vem, se pogovoriti z možem, ženo ali pa z nekom, ki mogoče ima malo več izkušenj od nas, kakšno knjigo prebrati, ne. Jaz sem tako, nisem pooblaščen od družine, ne, ampak pred parimi meseci, ne, ali pa 2 meseca nazaj, ne, je družina izdala par takih knjižic luštnih, majhnih, ne. In jaz to kar talam tole knjigo, ne, naslovno Prava moškost, ne. In sem si rekel, ko sem jaz to prebral, pa sem jo prebral v pol ure, sem rekel, kaj bi meni dal to knjigo, ko sem bil star 12-13 let. Vam jo priporočam, res. Pa tudi odraslim, nisem to, da je to vse tako simpatično napisano, ampak kva je v bistvu prava moškost, ne? Super. Fajn malo osvežiti, če že veste, ali pa če že vemo to. Samo da osvežimo. Čisto drugače vidimo pol te naše žene, čisto drugače vidimo ženske na ulici, čisto drugače vidimo pare. Tako. In drug bolj čisti pogled je. Hvala za izčrpen odgovor. Gospod Simon, vi ste duhovnik, dosti delate tudi z mladimi. S katerimi vprašanji se mladi največ srečujejo glede spolnosti? Ravno nekaj takega, kar se zdaj pogovarjamo, ne? Čeprav mogoče ne izrečejo te besede od vzdržnosti, čistosti in podobno, ampak v globinah je to vprašanje vedno prisotno. Zato, ker je tudi grenek priokus. Zato, ker marsikdaj recimo tudi mladi potem pridejo
ne vem, zakaj ima, zagovarja sicer to, ta freestyle, ne, seveda, po drugi strani ima pa občutek krivde. Pa to je spet cerkev kriva, to ste župniki krivi, ker ste o tem, pa se ti že 10 let ne hodiš k veruku, se ti nisem jaz do tega slabega občutka, ne, zakaj imaš zdaj ta slab občutek, ne, nekje od nekod drugot prihaja to. Ne, to, kar sem zdaj poslušal, se mi zdi zelo močno, ne, recimo Polonca ti si izpostavlja ta telo pomni, se zapiše v telo, ampak to je kratkoročen spomin. Zakaj nas tukaj matra ta tema? Sej Elvis je že zdavnaj zonegaval vse in dal to spolnost na tanc spodn, ne, zdaj tako vsi lahko vse povpreka, ne. Zato, ker imamo nekje globje pa še zapisano, en zapis. Zato, ker imamo, jaz bi rekel, še DNK je ogromen, tja noter, kamor je Bog zapisal. To čistost, to, da smo Božji. Torej smo, in tu je pobožnost. Meni se zdi, konkretna pobožnost se meni zdi ravno tu v spolnosti. Tu je krvavo konkretna. In tako zdaj, ko razmišljam, mladi dostikrat ne vejo, ne, to je zelo povezano, ne, tu imamo potem zdaj bo kar zvalovilo, če še spregovorim o homoseksualnosti in podobnem, ne, ker to je zelo povezana stvar. Zato, ker dejansko pozabim, kdo sem jaz in spolnost mi izjemno daje, me naredi in moškega in žensko. Tisti, ki bere sportske novosti, še ni futsbaler. Danes bi radi bili vsi strokovnjaki za futsbal, ampak i za fotela. In spolnost mi pa daje možnost, ker me potegne ven z fotela, ker hoče me vtrgati ven, razen tisti, ne, zdaj, če je samo zadovoljevanje in tisti, če je en tak kvazi način, ampak tam zgubljam sebe, tam več nisem moški. Tam pač nisem, ne, enostavno. Spolnost me pa potegne ven in me zahteva in me gradi kot moškega in terja od mene. A ne? Me naredi, torej iz fotela ven na igrišče, tam se bo marsikaj dogajalo. In spolnost je ta izjemen dar, ki me potegne v vrtinec življenja. Zdaj imam pa možnost, zdaj se mi pa ponuja ogromno možnosti, se mi daje, ne. Kaj bom zdaj s tem naredil. In se mi zdi, da mladi dan recimo se zelo, mogoče direktno to, ne vem, kaj bom, ko bom velik, ne. To je spet vprašanje spolnosti. Ogromno krat ne ve, kaj bi rad. Imate en faks, imate drugi faks, en magisterij, drug magisterij. To je vprašanje spolnosti tudi, ker niti ne vem, kdo sem, ne. Spolnost mi daje res, ampak to je to, ne, ker če jaz hočem biti pa futsbalerčak, prvo si moram znati šnirnice zavezati, da me ne bo mama zavezvala. Potem drugo dalje, moram se matrati in to v snegu, v dežju in ogromno krat moram, mi smo pametni za televizorom, pa gremo, Messi pa Ronaldo, ne, ampak koliko tisoče ur je bilo v tem, da on en prosti strel zadane. Koliko tisoče ur moram biti moški, kolikrat se moram odpovedati, ali kolikrat moram narediti korak, da lahko potem res srce dam, da lahko rečem res ljubim te, da se predam. In znotraj tega je futsbal, je spolnost. Samo znotraj tega. V dnevni sobi ni futsbala. Ročen futsbal ni futsbal, to je izuzeto. Ampak tako. In spolnost me oživlja. To ni prekletstvo. Bog zdaj pa kontrolira, ne? Dam ti najslajši sadež, zdaj pa daj po prstih, ne? Če pa stegneš, si pa že kriv. Bog se, to je dejansko je to dar. In meni se zdi, tu, ko smo govorili zdaj, te naredi moškega, zato pa dan recimo, ker je vse povprek, pa ker ni enega premagovanja, imaš pa že kar unisex vse, pa ne veš več, je det ali baba ali kaj je. Ravno zaradi tega tudi, ker ne zmore. Ker ne zmore biti moški, ne zmore biti ženska, ne, se ne daje. In tu pa je potrebno, ne, če hočeš biti futbaler, se moraš znati disciplinirati, pa to je mini šola. Če hočeš biti mož, moraš biti moški. Moraš reči ne, pa moraš reči ja. In najlažje se je pač spustiti, ampak pol si pač na ravni, ti si prej lepo povedal, na ravni živali, si pač na ravni bika ali pa kaj sem kaj, ne, tam pač ko čuti potrebo, pač, ti pa zmoreš to. In to mislim, to pa je zapisano globoko.
In to je najglobje zapisano. Ne? Mi smo čisti. Mi smo Božji. Zdaj, treba ta spomin obuditi. Ne? Se sploh nisem odgovoril na vprašanje, ampak dobro. Mogoče bi se, ne morem iti mimo teme, da ne bi vas vprašal, zakaj toliko manj porok, kot je bilo včasih? Zakaj to? Zakaj se ljudje ne odločajo na nek način biti tam v enem odnosu? Zakaj manj duhovnih poklicev? Moški moraš biti, če se hočeš oženiti. Ne? Moški moraš biti, če hočeš iti v samostan. Če hočeš biti duhovnik, moraš biti det. In to je povezano. Danes, verjetno je več dejavnikov, ne vem, jaz ne vem, kje so dejavniki, tu ste sami mojstri. Mislim, bi se dalo še marsikak vidiko osvetliti, ne? Ampak se mi zdi, da malo je tega bombardiranja javnega mnenja, to je dosta, ne? Malo tega šikaniranja, malo te razvodenelosti, malo je to strah staršev, podoba se, mislim, sem učil verouk v šoli, prijem učbenik za 3. razred, na naslovnici, na zadnji strani, slikanica taka o spolni vzgoji in so bili narisani razni pari in tako naprej in to 3. razred gleda, ne, in se držite 2 za roko, če se imata 2 rada, sta par. Če se imata rada 2 fanta, sta homoseksualca, če se imata rada 2 punci, sta lezbi. In od tam ven že raste razne zamegljenosti, razni dovtipi, razne beganje in tako. In tudi spolnost. A ne? Jaz moram vsak dan živeti spolnost. Jaz ne moram zatajiti tega, da sem moški, ne? Ko si vprašal. Ja, je različna spolnost. Jaz, če bi bil, to vedno rečem, če bi jaz bil Simona, bi drugače špilal futsbal, pa drugače bi zdaj govoril. Gotovo je drugačna spolnost. Drugače čutim, ne, tu ste Gregor tak, Menita tak, ne, Tomaž tak, Polonca tak. Ja, ker smo drugačni. Ampak spolnost moškega naredi moškega in spolnost ženske naredi njo žensko. Hvala. Pa, mogoče bi še eno vprašanje vam postavil. Kaj pravi morala glede tega? Kje so meje? Kaj je tisto, kaj je prav? Kaj je tisto, kaj na nek način? Kje je črta? Ja, najbolj enostavno odgovor je to, kar je Bog položil nas, pa je, se je, veste, ne? Pa se globoko v sebi se čuti. Drugo pa je, imam zdaj prirejeno, kosmato, zmanipulirano vest, kdaj se že začne, a ne? Jaz ne vem, kaj pravi moral. Mislim, se morala ne reče, a te las 2 prstoma držima, te las celo roko držima, ne? Se to je globoko v srcu, je to zapisano in to se čuti, a ne? Tudi par čuti, a smo šla predavč, ali nismo šla predavč, a ne? Je pa res, če imamo okrog sebe volke, bom pač tulo z volki, ne? Pa tudi orla lahko naredimo za kuro, če ga zapremo v kurnik, pa če mu od malega ven, čeprav vemo, ne, da orel ostane orel in da ne pozabimo, da smo Božji. Jaz mislim, da imamo jasno spoznanje, ki se pa da, res, tako vemo, ne, zdaj 10 Božjih zapovedi, ne kradi, sorry, nisem veren, same Božje zapovedi ne veljajo, torej lahko kradem. Vsak človek ima to položeno, tudi še zadnji Jelinčičev cigan ve, da ne sme krasti, ne. Je to globoko nam je noter, ne, drugo je pa potem, kaj so navade ali pa in tu je mogoče to, kar ste omenjali, ne, biti pozoren. Jaz dostikrat recimo si rečem, ne, kakvi so naši pogovori, izrazoslovje, vici. Zdaj imamo eno skupinico otrok, dramsko, in sem domačo nalogo so dobili, da vsak en vic pove. Pa ena, ker rekla, jaz bi zdaj, sem rekel, dobro, ali pa rajš ne. Aha, pametno. Ali pa rajš ne, a ne. Tu, ne, se bi ga drugače bi ga povedala, sam zdaj, ko smo jaz bil zraven, zdaj pa ne. Kolikrat, ko gremo na romanje, pa začne živiti zgor, a je župnik je zraven. Mislim, ne, tu, ne, v vsakem trenutku, na tak način se oblikuje
tudi vest, vse je povezano. Vse ne moreš delati samo na področju spolnosti. Tako pravimo, tisti, ki ima rože rad, je dober človek. Torej, moj odnos do trave vpliva na moj odnos do reveža ali pa kaj sem, do Boga. Tako je tudi tu povezano. Ne? Če se jaz tu oblikujem v družbi, kak je moj odnos do, kaj pa vem, do alkohola, ne? Vse to, če sem tu moški, če tu znam, če me tudi oblikuje v odnosu do dekleta, do žene. Rabim pomoč. Se pravi, prvo spoštovanje do sebe in potem v bistvu na podlagi tega spoštovanja drugega. Ne? Okay, hvala. Bi lahko jaz tle malo dodal, samo eno stvar. Ko mi je prišlo, ko sem Simona poslušal, da nam tako, če pogledamo tudi realnost našo okrog nas, no, v smislu, kakšna je slovenska družba, pa dajmo reči, da smo tudi zaznamovani z enimi, kako nas recimo zaznamuje ena zasvojenost v družini, recimo, da moj oče pije. To me zaznamuje. Ne? S tem se moram ukvarjati v glavi, ko odraščam, ko sem otrok, ko sem mulo. In tako, no, da malo tudi na ta plat pogledamo. V smislu, če je nekdo zasvojen, pač jaz rečem, moj oče je pil, jaz pa ne bom. Pa to ne pomeni, da pol v življenju se ne bom, da sem se zasvojenosti rekel adijo. Pomeni, da sem mogoče malo nagnjen k temu in o tem moram razmišljati. In včasih zasvojenosti pridejo tako za hrbet, ne, zagrabi. In tle, tako no, se mi zdi, da moramo biti malo previdni v smislu, da ne prehiter, ne postavimo previsokih idealov, pa da ne začnemo obsojati tiste, ki jih mogoče, ki imajo neko zgodovino za sabo, pa jih ne razumemo čisto v polnosti. Tako, kot je Simon rekel, ne, imajo pa vseb željo, da bi se ven skupali, da bi bili svobodni, da bi bili lepi, ne, da bi imeli čist pogled, da bi imeli čiste odnose. In to je pa malo trpljenje, pa malo še več napora, no, kot to. Da sta vsej fajn, ne, da meni oče reče, ajde mulj spet trenirati fuzbal, ti boš drugi mesi, ne, jaz grem takoj. Sam, če imam pa tako, ne, če se on matrat sam, ne, pa sem jaz toliko boljške mesi, veste. Če jaz danes ob enem očetu, ki je preklinjal mojo mamo, recimo, z nekimi izrazi, ki pašajo južno od Kolpe, recimo, ne, in jaz to poslušam in se to vame usede in vidim mojo punco, ne vem, sem star 17 let in me razjezi, je pa zdaj naredil. A jo bom zmerjal tako, kot moj oče mojo mamo, ali bom tako, ne, se bom znal ugrizniti v jezik, pa začel razmišljati, zakaj pa jaz vidim tako stvari, zakaj pa jaz tako spelem stvari, ko sem v afektu, ne. Toliko. Ok, pa če smo že začeli s tem enim pogovorom, kaj pa pri spolnih zlorabah? Ne morem mimo tega vprašanja, v bistvu na nek način na mestu v tem kontekstu, ko ste zdaj govorili. To so težko vprašanje. Ok. To se zareže. Se tako globoko zareže, da je, meni ostaja ta beseda Jezusova, ne, tist, ki pohujša, katerega od manjih bi bož, da se mu mlin s kamen obes za vrat in se vrže v vodo. Ne. To so težke stvari. In ne vem, ko začnem razmišljati o teh stvarih, pa ko začnem to mehen čutiti, ne, jaz to drevenim. Ne, kaj šele tisti človek, ki je to doživel. Si predstavljate eno mamo ali pa eno punco, ki je doživela spolno zlorabo, potem z nikomor ni govorila. In pa se pa gre odnos, ki je stara 16, 17, 18 let. In jo ta fant začne otipavati, božati, se jo dotikati. Predstavljate to telo.
In ona ve, ne, v glavi si dopoveduje, to je moj fant, to je moj fant. Ne, brez neke, brez tega, da se tle usedemo dol, da se res strokovno pogovorimo, da tle to brez tega ne gre, ne, ker se dogaja zloraba na zlorabo. Zloraba na zlorabo. In je treba spet tako, veliko poguma, veliko spoštovanja, veliko ene ljubeče nežnosti, tudi strani takega fanta. Ne. Ker včasih so moški, se zgodi, da pride, ne vem, poročen par in mož po ne vem kolikih letih zakona prvič sliši, da je pa njegova žena zlorabljena. Absolutno spremeni njegov pogled na spolnost in na njegovo ženo. Ne, se tudi obratno lahko, ne, tudi moški, ki so doživeli zlorabo. Ne. Sam moškim je to včasih malo težje govoriti o tem. To so, telo zboli, ne, telo zboli zaradi tega. Če je depresija, včasih je to še tako mila oblika, ne. Telo neverjetno reagira. In res je to, ne, resnica nas osvobaja, ampak do te resnice se dokopati je pa tako. Treba res varen prostor, spoštljiv odnos in enega čutečega in zelo senzitivnega človeka mora imeti recimo ena punca, če je bila spolno zlorabljena oseb, da je rata toliko varno, da začne govoriti o tem in da one dva med sabo začneta to njuno spolnost tako živeti, da je tam ena rast. Ne, to je močeništvo, dobesedno, jaz temu rečem, da je to močeništvo. Ne. In jaz pokleknem pred takimi zakonci, res, ki to dajo skozi. Ne. In tudi pred temi ljudmi, ki to izkusijo. To niso lahke stvari. Hvala za izčrpen odgovor.